Edi? Ja? Si vse spakirala? Skoraj. Kaj pa blago? Zadnjič, ko si odšla, si skoraj pozabila. Dedi, ne skrbi. Vse imam. Poleg tega letala vrti že čez 1 uro. Tako da res ne smem zamuditi. Si pripričana, da nočeš, da bi s tabo. Veš, London je velik kraj in no se veš, kaj se je zgodilo s tvojo mamo. Dedi, pripričana sem, da bo vse v redu. Veš, da me lahko kadarkoli pokličeš. Samo 1 let proč sem. In res me skrbi zate. Poleg tega je zdravnik rekel, da takšne spremembe lahko stvari ponovno sprožijo. V redu sem. Že mesece. Saj veš. Zdaj pa res, morava iti. Da ne zamudim. London ni tak, kot si ga predstavljaš. Tam je dosti slabih ljudi. Znam poskrbeti sama zase. Pa se veš, da so bile to moje sanje že od malega. Vem, tudi tvoja mama je dala vse za njih. Pojdiva. Pozdravljena. Prvič v Londonu? Ne, nekajkrat sem bila tu že s svojo mamo. Lahko do Henrijeve ulice 16? Dobro. Kaj te pa prinese sem? Študij. Modna oblikovalka bom. Aha, model torej. Pa ima ta model tudi ime? Eli. Smo že blizu. Eli. Ljubko ime. Ja, blizu sva. Kaj natančno pa je na Henrijevi ulici 16? Moje stanovanje. Aha, mislim, da je to. Ne. Nisva še tam. Še nekaj minut vožnje imava. Ne, res nimam dovolj denarja. Prosim, spustite me ven. V redu je. Ah, so pa že kako drugače zmenila. Ne, raje bi šla tukaj ven, prosim. No, kakor hočeš. Počakaj, ti bom pomagal.
Henrijeva ulica 16. Najela sem stanovanje za letos. Ja. Eli, me veseli. In kaj te je prineslo v Soho, Eli? Študij. Modna oblikovalka bom. Moja mama je hodila na isto univerzo. Tukaj imaš ključe. In imam nekaj pravil. Po 22. uri nobenega hrupa. Obiskovalke in obiskovalci so dovoljeni čez dan in po noči morajo biti vhodna vrata zaklenjena. Seveda. Ni ravno varna soseska. Tole je tvoja soba. Malo je zastarela. Že od 60-ih je nisem obnavljala. Prejšnje najemnike je edino nekoliko motil hrup iz ulice in neonski znak, ki po noči konstantno utripa. Ampak bo že preživela. Obožujem jo. Če bi lahko živela kjerkoli, kadarkoli, bi živela prav tu, v Londonu, v 60-ih. Takrat je bila po mojem mnenju moda na vrhuncu. Inspirira me. Najemnino se vsak mesec plača do 15. 470 funtov. Boš zmogla? Seveda. Tako ali tako sem si nameravala najti službo. To je res vse tako zelo drago. To je pač London. Pozno postaja. Grem si pripraviti čaj. Lahko noč. Lahko noč.
Dobrodošli na praktičnem delu vašega študija. Tukaj bomo skozi celo leto ustvarjali modne kreacije in od vas pričakujem... Oprostite. No, kot sem že rekla, boste imeli sedaj čas za ustvarjanje. Ustvarili boste svojo modno kreacijo. Nekaj, kar vas predstavlja, zato da vas malo bolje spoznam. Na voljo boste imeli le nekaj minut, tako da kar začnite z delom. Wow, moram pohvaliti tvojo drznost. Ne bi si kar vsak upal zamuditi že na prvi dan. Ni bilo za nalašč. Zaspala sem. Ja, saj ti verjamemo. Kaj ne, punce? S kje pa si? Redruth, Kaj? to je majhna vasica na podeželju Cornwalla. Ne, saj sem te slišala. Samo presenečena sem, da ljudje s podeželja pridejo na take univerze. Koga pa nosiš? Sama sem naredila. Seveda si. Ali se lahko, prosim, osredotočimo na delo? Kolegica, vaše mesto je tam. No, bova že še poklepetali. Wow, kul skica. Alex mi je odvedel. Eli, hvala. Ne vem, zakaj se tako obnaša. A lahko vidim? Ja. Vidim, da je vse bolj v retro stilu. Zanimiv koncept, pa zelo si nadarjena. Hvala. 60. Z mamo sva se vedno strinjali o tem, da je bila to zlata doba mode. A je tudi tvoja mama oblikovalka? Bila je. Kaj se je zgodilo? Imela je psihične težave in naredila je samomor. No, danes bomo malo prej končali. Vidimo se ponovno naslednji četrtek ob 8:30. S sabo imejte skice, ki ste jih delali sedaj in brez zamujanja, prosim. Konec ure je, ampak če želiš, lahko greva kakšen dan v Tulko na kavo. Nimam ravno veliko časa. Ampak ja, King's Pub na Red Avenue od 15. Sure. Ampak... Ja, spat grem.
lepotička. Kako ti lahko pomagam? Lastnika iščem. Jeffa. Oh, kakšna sreča. To bi bil jaz. O, močno dvomim. Lahko sem kdorkoli hočeš, da sem lepotička. Natakarica me usmerila do vas. Čas, da mora spoznati čednega moškega, ki stoji zraven lepe in talentirane ženske. In vi ste... Lepa in talentirana ženska? Pa viš, da vse ženske tukaj začnejo svojo pot kot natakarice ali drugo osebje. Si pripravljena na delo, ti lepa in talentirana ženska? Seveda. Dobro. Če se bo že pogovarjala o poslu, si moram naročiti eno pijačo. Viski z ledom, prosim. Lahko tudi tebi kaj naročim, gospodična. Sandy. In Martini z ledom. Brez olivne, prosim. Sandy, praviš. Ljubko ime. Kako so kaj tvoji plesni gibi? Predlagam kratko demonstracijo. Si že zvezda. Ampak po takem plesu nujno potrebujem še malo hidracije. Nama grem iskat. Zdravljena, lepotička. Tudi jaz dobim en ples. Hvala, ampak ne. Mislim, čakam prijatelja, ravno nam je šel po pijačo. Dobro. Verjetno ga ne bo motilo, če malo zaplešava. Pridi. Mene bi. Delaj se, kot da ti ni všeč pozornost. Bomo že videli, koliko časa se bo še upirala. Mislim, da je tole najmanj, kar lahko storim, da se odužim. Kaj največ? Pridi. Pošla nas samo, da se pogovoriva o teh stvareh.
Oprosti, ker zamujem. Imela sem otroke. En martini z ledom. Brez sodile, prosim. Saj ni problema. Torej, kaj novega? Si se privadila na London? Ja, študij mi je všeč. Stanovanje je super. Čeprav je najemodajalka bolj redko besedna in strži bolj zase. Kaj pa pravzaprav počneva v pubu tako zgodaj? Ja, tudi jaz sem nekdo se tega spomnil. No, v bistvu sem malo več časa želel preživeti s tabo. Če si bi rada greva zvečer ven, kino, večerja, karkoli ti je všeč. Menim, da je to najmanj, kar lahko naredim. Kaj pa je največ? Oprosti, ne vem, zakaj sem to rekla. Z drugih ust je bilo slišati boljše. Saj ni problema. Torej, greva zvečer ven? Veš, saj bi, ampak če želim uspeti, se moram posvetiti študiju. Poleg tega, labo za moje dizajne je praktično že izginilo. Res si moram najti službo. Saj to naredim. Ampak, še vseeno. Oprostite, ker prekinjam manj pogovor, ampak če potrebuje službo, tukaj iščemo novo natakarico. Res? Ja, to bi bilo v bistvu super. Kdaj pa bi lahko začela? Lahko danes začel, ker imamo zabavo in predvidevam, da bo tu spet nagorelo študentov. Prišla bom. Bravo, Ivi. Zdravje. Torej, bo danes več delala. En viski zmed. Boš prišel? Ja, ko pridem v Ljubljani. Oprosti. Se videl mogoče poznam. Tako znana se mi zdiš. To bi bilo nemogoče. Eli se je sem preselila šele nedolgo nazaj. Eli, iti moram, ampak prosim, premisli glede večera. Moja telefonsko številko takoli, kaj imaš. Ja. Čau. Čau. Nedolgo nazaj. Prisegel bi, da sem te tu že videl. Prvič sem tukaj. Mogoče pa me spominjaš na staro znanko. Bila je plesalka. Ne vem pa, kako je končala. Kaj? Ko sem začel svojo kariero, je bil tukaj klub zelo priljubljen in znan. V njem so pela in plesala lepa dekleta in moja znanka je bila ena izmed njih. Nikoli pa ni imela priložnosti, da bi izživela svoj potencial. Jack? Jack? Oprostite. Iti moram. Bom že ugotovil, odkje te poznam. Res sem star, ampak ljudi ne pozabim. Moj prvi pravi nastop na odru. Vse za mojo zvezdo. Hvala, Jack. Veš, da mislim resno. Nisi le ena od ostalih pevk ali plesalk. Iti moram. Glavni akt se ne bo pripravil kar samo od sebe. Glede tega, nisem ti uspel zagotoviti tega, da boš glavna točka. Si sama rekla, da veš, da se nekje mora začeti. Ja, ampak rekel si mi, da mi boš omogočil, da nastopim na odru. Tega trenutno ne morem.
To vlogo ima Charlie, že tedne. In ljudje obožujejo. Ne morem tega kar tako vzeti. To je pač posel in tak je pač London. V redu, Jack. Lahko obdržiš svoje prazne obljube, samo ne kliči me po nastopu, ko boš pogrešal. Ne, ljubica, ne odhaj jezna. Ne pristoji ti. Sploh pa si trenutno praktično moja lastnina. Tako da bolje zate, da me ne jeziš. Iti moram. Pripraviti se moram, da plešamo zadnjo. Samo še malo. Nekoga sem ti hotel predstaviti. Tole tukaj je gospod Jonathan. Ena mojih rednih strank. Pozdravljena, lepotica. Torej, ti lahko kupi pijačo? Mene ne moti. Kar bojdi. Ampak... Si sama rekla, da veš, da se nekje mora začeti. Če ne ti, pa katera druga. Idem nazaj. Samo počakajte trenutek. Niso te vredni. Slišala sem krike, si v redu? Ja. Ne. Nočno moro sem imela. Aha, samo preverjam. Zato nekaj vprašam. Kdaj tukaj je živela punca po imenu Sandy? Skozi leta je tukaj živelo mnogo deklet. S pravimi in nepravimi imeni. Zagotovo je bila katera izmed njih tudi Sandy. Pa je kdo kdaj umrl v tej sobi? Imam takšen čuden občutek. To je London. V vsaki sobi je nekdo umrl. Pa tukaj je res ti umrl nekdo, ki je živel že... Te bom pustila, da urediš mir. Ja? Eli, kako si? Kako je London? Dedi, v redu. Spoznala sem veliko novih prijateljev in prijateljic. Res? To je vendar čudovito. Kdo pa so? Samo sošolci in sošolke. Hrana je v redu, stanovanje. Ja, vse je v redu. Zadnje čase edino malo slabše spim, zaradi trepajočega neonskega znaka na naši ulici. Pa je to edini razlog, da ne moreš spati? Kaj misliš s tem? Ker
Saj veš, kdaj si imela podobne probleme. Zato samo vprašam. Dedi, v redu sem. Zdi se mi, kot da res spadam sem. To je pač London. Poslušaj, Dedi, zdaj pa res moram iti. Prijatelji me že čakajo. Eli, se veš, da če je karkoli narobe, ni nič hudega, če vprašaš za pomoč. Ona ni. Ja, seveda. Vem. Se slišiva. Ja, seveda. Lepo se imej in prosim, čuvaj se. Ja. Eli, najemodajavka me je spustila noter. Pravi, da si doma, a? Ja, samo sekundo. Ok. Ravno se preoblačim. Prej. Oprosti, ker prihajam tako nenapovedano, ampak nič mi nisi javila glede večera. Ker mislil sem, da je kaj narobe. Eli. Ti lahko zaupam neko skrivnost? Ja. Vidim ljudi. Vidim ljudi, ki so že živeli. Vidim prizore, ki so se že zgodili. In ne samo, da jih sanjam, ampak dejansko živim v njih. In Sandy, punca, ki jo videvam, nekaj mi hoče povedati. Vem, da me je izbrala z razlogom. Alex, mora mi pomagati. Eli, ne vem, če te ravno Nisem nora! Gotovo misliš, da sem nora? Ne, Eli, sploh ne mislim tega, ampak veš, selitev v Londonu za vse velik zalogaj. Nisi edina, ki se tako počuti. Ne razumeš me. Dejansko jo vidi. Eli, umiri se, vse je v redu. Oprosti. Moram se pripraviti. Zvečer imam službo. Ja, saj razumem. A se potem vseeno vidiva zvečer? Seveda. Adijo. Adijo. Sandy! Pripravljena? Ne! Čakamo te! Nisem Sandy! Ne! Dajmo, Sandy, čas je, da zaslužiš svojo plačo. Kako ti je? Aleksandra. Ljubko je bilo. Kako ti je? Leila. Ljubko je.
Kako ti je? Ljubko je. Kako ti je ime? Cindy. Povej mi raje svoje pravo ime. Sandy. Ne delaj tega, Sandy. Ujdi. Sanje tukaj samo umirajo. Policaj si, kaj ne? Samo policaj bi to rekel. Ne zavrti svojega potencijala. Vedno imaš izbiro. Nič več. Zamujaš. Prosti. O, Eloise, čakal sem te. En viski z ledom, srce. Boš tudi ti enega? Ne, hvala, ne kadim. Očitno sem te zamenjal z drugo znamko. Zabava se bo kmalu začela. Odšel bom, prej bo tukaj preveč ljudi zame. Kadaj na moj račun? Srediva, Eloise. Naj ti ne bo neprijetno. Takšen je že od nekdaj. V svoji mladosti je veljal kot velik ženska, veš. A si zanj ples? Ne smem, veš, delam. Daj nam samo en ples, saj ne bodo opazili. En komad. V redu. Po pijačo si gremo, tudi tebi kaj prinese? Ne, moram se vrniti na delo. Okej, pridem takoj. Se mi tega. Wow, koga vse se najde tukaj? Boste kaj popile? Tekilo. Ne smem, delam. Očitno sem zmagala s tabo, punce, koga tako dolgočasnega pa še ne. Res je čudna. Še enega? Daj, še enega je mi. Sandy? Sandy? Kdo je Sandy? Ena tvojih namišljenih prijateljic. Sandy? Sandy? Eli, kaj je narobe? Sandy, videla sem Sandy.
Nisi mislila le ljudi iz 60-ih. Kaj ne? Ne. Mami je tukaj z mano. Čuva me. Prosim, ne povej nikomor. Kaj, Eli, ne vem, če razumem. Daj, greva raj ven, da mi zunaj poveš o tem. Ne moram, delam. Poleg tega, kaj bo Sandy? Eli, tako ali tako ni nikogar več tu. Pridi, greva raj ven. Lahko greva k meni. Ja, lahko greva k tebi. Pridi. Imam samo sreče. Eli, všeč si mi, ampak a si prepričana, da ne bi raje šla samo spat? Ne, samo spokoj. A si prepričana? Alex, v redu je. O, Sandy, moja Sandy. Sem zdaj naredil tri. Jack, ne bi. Jack, pejdi dol z mene. Jack, pejdi dol z mene. Kristina, nimaš izbire! Ne grem se več tvojih iger. Pejdi dol. Vse sem ti dal, Sandy! Vse! Pa še to ni dovolj! Eli, Sandy? Sandy? Eli, Sandy! Se veš, da nima smisla bežati? Eli, kaj je narobe? Eli, vse umiri se. Umiri se, Eli. Kaj je narobe? Eli, kaj je narobe? Eli, govori z menoj. Ne moram več. Eli. Eli. Kaj se zgodilo? Kdo? Niju. Koga, Eli? Niju več. Kam sta šla? Eli, Eli? vse je v redu. Kaj se tukaj dogaja? Rekla sem, da po noči ne dovolim nobenih obiskovalcev. Še posebej obiskovalcev moškega spola. Kje? Sandy! Kdo je Sandy? Kdo je Sandy? In še bolj pomembno, zakaj je tukaj ta fant? Ubil jo je. In če se ne bodo pomagati. Eli, nikogar ni bilo tu, a ne razumeš? Poslušaj. Mislim, da si za danes povedal dovolj. Čas je, da greš. Poglejte, se opravičujem, da je tako naneslo, ampak Eli ni v stanju, da bi bila sama. Ven! Jaz bom poskrbela za njo. Ven! Eli, pokličem te kasneje. Ja, kakšna pa si? Kaj ti je naredil? Nič. Ne on. Samo prosim, pokličite policijo. Dobro. Pomiri se, grem poklicat. Takoj bodo tukaj.
Eli? Eli? Gospa Gilbert me je klicala. Rekla, da želite prijaviti umor. Eli, vstopil bom. Eli? Jack! Eli? Ne približujte se mi! Eli? Ne približujte se mi! Prosim, mirite se. Ne vem, kaj se dogaja. Sem detektiv Gabe iz policijske postaje 28. Samo pomagati ti želim. Vaše ime je Jack? Ne. Kdo je Jack? Zakaj neprestano menjate njegovo ime? Rada bi prijavila umor. Umor moje prijateljice Sandy. Ubili so jo tu, nekaj minut nazaj. Ki pa je truplom? Ne razumete, zgodilo se je v 60-ih. Kaj? Jack, infant, njuni šef, zadušil jo je do smrti. Nisem mi mogla pomagati. Jack in Sandy. Ili se spomniš zgodbe, ki sem ti jo govoril prvič, ko sva se spoznala? Moja znanka, Sandy. Ona je bila moj prvi nerešen primer. Še danes se sprašujem, kaj me je izginila. Torej, res nisem nora. To se je res zgodilo. Na to vam ne moram odgovoriti. Preveriti moramo arhiv, da najdem kakšno povezavo. Sporočil vam bom, kako in kaj bomo naprej s tem primerom. Do takrat pa nasvidenje in srečno igro. Lahko prisedem. Oprostite. Zakaj? Za Aleksa. Za policijo. Za vse, kar se je tu zgodilo. Pomiri se. Popi svoj čaj. Povej mi, kaj se je pravzaprav zgodilo? Sandy? Moja prijateljica? Ubili so jo tu. Ne bom vas mučila s podrobnostmi. Že tako vsi mislijo, da sem nora. Nekaj resnice je v tem. Lahko bi rekli, da je punca umrla tukaj. Mlada verzija mene, ki je prišla v to veliko mesto. Seveda sedaj nosim drugo ime. Ampak takrat so me poznali drugače. Sandy? Imela sem sanje. Prav tako kot ti. Hotela sem biti plesalka. Hotela sem nastopati in igrati. Saj, če tako pogledamo, je moja služba na koncu vključevala prav to. Pretvarjanje. Pretvarjanje, da sem nekdo drug. Da se to ne dogaja meni. Vsakodnevni trud,
da sem pozabila vse tiste moške. Njihove grde obraze. V glavi sem se jih naučila izbrisati. Da mi niso pomenili nič. Morala sem. Torej ja, lahko bi rekli, da je Sandy umrla tukaj. Enkrat, 10-krat, 100-krat. In na to, eno noč, sem dobila priložnost, da moškemu, ki me je spravil tja, to vrnem. Tako da sem vam zapičila nož. Enkrat, 10-krat, 100-krat. Kako? Če sem videla, kako... Povem ti, Eli. Počutila sem se, kot da delam pravo stvar. Vsi tisti izmečki, ki so trkali na moja vrata, hodili po mojih stopnicah, prihajali v mojo sobo, dan za dnem. Pošiljali so me po kam. Zato sem jaz njih poslala v njihov. Časopisi in novice so jih imenovali pogrešane osebe. Kar se tiče mene, so bili izgubljeni že dolgo prej. Ljudje niso vedeli, kje so. A jaz mislim, da v resnici niso vedeli, kdo so. Naredila sem jim uslugo. Prosti Sandy. Zakaj? Nisi ti kriva. Hočem reči, da razumem. Razumem, kaj ste prestali. Res? Ja. Prostite za policijo. Nisem vas hotela spraviti v težave. Ne skrbim. Saj ne sumijo mene. In tako ali tako vsi mislijo, da so nove. Poleg tega pa niko, da boš komorkoli povedala. Ne, nikoli. Ne. Hočem reči, da vem, da ne boš povedala nikoli. Ne. Ne. Ne skrbi. Sandy. Ne bom te zabodla, kot sem ostale. Samo zaspala boš. Ljudje bodo mislili, da si se predozirala. Tako ali tako, kaj drugega od tebe ne pričakujejo. Tako da namesti se, da ti bo udobno. Predvajala ti bom tvoje najljubše glasbe. Kam greš? Veš, da mi ne moreš nikamor povedati. Če ne boš šlo z lepo, boš šlo pa z grdo. Sandy, ne. Samo ne reči, da ti nisem dala izbire. Kaj se dogaja? Alex, pomagaj mi! Ne skrbi, poklical sem policijo, na poti so. Policija? Ne gre v ječo. V njej sem že vso življenje. Eli! Sandy? Dovolj imam tega pekla. Sandy? Čas je. Ne! Potrebujem. Sandy, ne! Sandy! 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 Eli! Eći strano odgovorno. Vidi. Vidi se, ne?
Vzrok smrti, prerezan vrat, morilsko orožje, nož, storilec, možnost samomora. Več bi pokazala obdukcija. Nadje. Taki s vašim modom. In sedaj vam ponosno predstavljamo modno kolekcijo študentke prvega letnika Eloise Turner. Novodobna kolekcija s pridihom 60-ih nosi naslov To je pač London. Eli, to je bilo čudovito. Hvala. Dedi. Eli, blestela si. No, nam bi bila tako ponosna. Kako ste kaj? Alex, Eli, Alex. Sjajno. Je po mami. Ja. Torej, mi bi se vam radi zahvalili, da ste prišli na prvo predstavo, tisti, ki ste prišli na drugo predstavo in tisti, ki ste prišli na obe. Ta druga je bila premiera, tako da... Upam, da vam je bilo všeč in še enkrat hvala in lep večer.